Lepo pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na Vesti. Minister za razvoj Mitja Gaspari je napovedal, da bodo izhodišča za izhodno strategijo iz krize pripravljena decembra. Januarja jo bo obravnavala vlada, nato pa bo šla v presojo Evropski komisiji. Del strategije naj bi bilo tudi povečanje minimalne plače. Juhej! Gre za kombinacijo večjega števila ukrepov medsebojno povezanih. Na eni strani gre za ukomponiranje zahtev sindikatov po povišanju minimalne plače, ki pa ne bo seveda predlog, ki bi bil predložen oziroma v pogajanja kot izločen, samostojen, ampak bo povezan z vprašanji, ki so vezane na zakon o delovnih razmerjih, ker ne želimo povečevati davčnega bremena, tudi v primeru, ko gre za povečanje minimalne plače, to ne bi prispevalo k temu, da bi se davčno obremenitev sicer povečala, kar bo zahtevalo na eni strani iskanje določenih dodatnih virov, predvsem na področju akciz, na drugi strani pa seveda tudi odločitev o zmanjšanju določenega obsega javnofinančne porabe. Gospodarski minister Matej Lahovnik se je moral pri premierju Borutu Pahorju zagovarjati, ker je manjkal na petkovem vrhu koalicije in zaradi svoje kasnejše izjave, da ga tam ni bilo, ker nima časa za politične igrice. Na sestanku naj bi zaplet razrešila. Kaj se je zgodilo, je pojasnil gospodarski minister. Vse povedal v sestanku, prosim, da razumete, da ne zamudim, ker pol bom res moral na dolgove zaradi zamude. Hvala. S predsednikom smo govorila in v bistvu zdaj težko karkoli komentiram bolj podrobno, ampak smo govorili o različnih stvarih, tudi o moji izjavi, tudi o vsebinskih nekaterih vprašanjih in to je to. Priden, Matej Lahovnik, priden. Kaj pa politične igrice? Ja, jaz sem mu povedal, da sem odkrito povedal tako, kot sem v tistem trenutku čutil in predsednik je na nek način rekel, nakazal, da včasih je dobro, da kaj bolj premislimo, preden odkrito srčno delimo z vso slovensko javnostjo. Zdaj pa je pred nami zelo dolg, ampak zanimiv tekst. Poslanska skupina SDS je predlagala sklic nujne seje Komisije za peticije in človekove pravice. Na Ministrstvu za šolstvo naj bi namreč potekalo politično kadrovanje, razmere pa naj bi bile na meji mobinga in šikaniranja. Na ministrstvu obtožbe zavračajo in pojasnjujejo, da je od 19 uslužbencev, ki so od začetka mandata prekinili delovno razmerje, le en dobil izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Razlog? Odpuščeni več kot 5 delovnih dni zapored ni prišel na delo. Izredno sejo je preprečila poslanka SD Majda Potrata, ki je predlagala, da komisija ni pristojna za obravnavo suma posamičnega nezakonitega nadzora. Za komentar smo prosili poslanca SDS Branka Mariniča. V današnjih razmerah je toliko šikaniranja, toliko mobinga, toliko kršitev osnovnih in temeljnih pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja zaposlenih. Če se pa to dogaja na Ministrstvu za šolstvo, šport in mladino, je pa to toliko bolj zaskrbljujoče, kajti gre za inštitucijo, ki vzgaja in uči hkrati. In izhajamo iz konkretnih dokazil, da so po nalogu ministra ali od njega pooblaščeni sodelavec spremljali zaposlene in to v obliki taksativne navedbe časa, kraja, izhoda, gibanja, celo kaj je zaposleni imel oblečeno. Marinič nam je tudi pojasnil, da primer še ni končan, proceduralni zaplet je samo za nekaj časa zaustavil delo komisije. Seveda je pa komisija sestavljena iz 7 članov, 4 člane ima koalicija in 3 člane ima opozicija, kar je seveda že vnaprej znan rezultat glasovanja 4:3. Ob bližajočih praznikih smo mimoidoče na ljubljanskih ulicah povprašali, kaj želijo, da bi dedek Mraz prinesel Borutu Pahorju. Da bi malo bolj premišljeno
gledal in tudi govoril. Naj toliko ne govori, preveč govori. Več odločnosti. Da bi mu pa res Borutu Pahorju, ja, mogoče malo več razmisleka, ne? Kakšne besede malo motijo. Katere? Ja, se veste, tista o Bogu, ne, mislim, ali kaj že tisto, angleško nekaj rekel, ne? Ne, ja, točno, ne, Boga mu ne smem pripisati, ja. Dvignimo roke gor, umrl je Maribor. Ali po štajersko dvignimo roke gor, umr je Maribor. Je včeraj ob izstopu z vlaka na mariborskem kolodvoru uro pred pričetkom nogometnega derbija med Mariborom ter Olimpijo okrog 100 navijačev napačno napovedalo izid tekme, saj se je le-ta končala z rezultatom 2-1 za Maribor. Juhej! O neupravičenosti dviga minimalne plače, komentar dneva Boris Smeglič. Da je minimalna plača v višini 597 evrov bruto oziroma 459 evrov neto prenizka glede na življenjske stroške, se verjetno strinjamo vsi. Da pa je v veliki večini primerov previsoka glede na bruto dodano vrednost po zaposlenem, nadaljevanju produktivnost, vedo le tisti, ki to izračunavajo. Sindikati torej prav sigurno ne. Da bi plače izračunavali v skladu z realnimi zmožnostmi slehernega podjetja, tako kot celotnega gospodarstva, nam je torej potreben podatek o tem, koliko ustvarimo, kar je usodno povezano s tem, kaj ustvarimo. Plač torej ne gre deliti iz usmiljanja na podlagi življenjskih stroškov, ampak zgolj na realnih osnovah zmožnosti. Vkolikor ne bi dvignili produktivnosti, bi namreč višje plače nujno vodile v odpuščanje ali pa inflacijo. Da bi podjetje lahko bolje plačalo svoje delavce, mora torej več zaslužiti ali pa manj potrošiti. Glede na to, da v Sloveniji predvsem v panogah z nižjimi plačami strošek dela že sedaj predstavlja tudi do 80% vseh stroškov in več, je logično, da bodo podjetja varčevala najprej pri strošku dela. Ne le, da je to največji strošek že sedaj, z dvigom teh plač se bo nemalo kje zgodilo, da bo strošek po zaposlenem prerasel njegov doprinos. V takšnem primeru je odpuščanje ne le logično, ampak celo edino možno. Logika je preprosta. Če bo delavcev zaposlenih manj in bodo ustvarili toliko, kot so do sedaj, si bodo lahko razdelili več. Omeniti velja tudi možnost dvigovanja cen, kar bi podjetju prav tako omogočilo več zaslužka. A problem je, če že ne, zaradi mednarodne konkurence in cen določenih na trgu, tudi v tem, da kupna moč ne bi dohajala rasti cen. Morali bi se dvigniti tudi plače, kar pa bi vodilo v spiralo dvigovanja cen in plač, inflacijo torej. Hvala Bogu, Slovenija te možnosti zaradi monetarne politike prenesene na Evropo nima. Plačo gre torej dvigovati samo iz naslova večje produktivnosti, ki pa ne pomeni nujno več vloženega dela, saj to nemalo kdaj povzroča le še večje stroške. Večjo produktivnost lahko dosežemo predvsem s proizvodi z višjo dodano vrednostjo, v katere bo vloženega več znanja in razvoja. Za konec, Mura ni šla v stečaj, ker bi njene delavke delale vse slabše in slabše. Dovolj je bilo delati ves čas isto in pustiti, da jo izrine svetovna konkurenca. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Animateka je združila glasbo Katalene, ljudsko izročilo in animacijo. Pred nastopom smo se pogovarjali z avtorji, ki so Katalenine pesmi uporabili kot navdih za animirano interpretacijo ljudskega izročila. Prvi bi bil tisti navdušen del, pa drugi, a imamo spal dosti časa, za 5 minut videa po glasbi. Koliko cajta ste pa imeli tako, čisto? V bistvu 2. Dva. Zgledali, kaj je en mesec. Pri tej animaciji za Kataleno si imaš že dosti podano, ne? V bistvu pač imaš pesem in s tem si že izredno v bistvu omejen, kaj ti je lažje delati, ne? Ko pa delaš nek oseben projekt, pa vedno lahko skoraj vse greš zamenjati in če ti kaj ne paše, nikoli nisi 100%, ali je zdaj točno tisti del zdaj res čist pravi, ne? Še vreme. Če ni dežja, je sonce, če ni sonca, pa je najverjetneje dež. Lahko je pa tudi sneg in ta bo baje že v soboto.
To so bile četrtkove vesti na vesti. Lepo se imejte in nasvidenje.